Šok. Dobrodošli v Šokcastu. Moje ime je Petra Kalan in to je prvi slovenski podcast, ki ima ime bolj šokantno od vsebine. Moja današnja gostja je zaslovela v pevskem šovu, ki jo je izstrelil med zvezde. Skupino Bepop so navduševali oboževalce in če sem čisto iskrena, je mala Petra v meni kar vesela, da je danes z mano. V času največje slave pa so doživeli tudi tragedijo, ki jo pomni vsa Slovenija. Za nekaj let se je medijsko umaknila, sedaj pa je nazaj v vsem svojem sijaju. Z mano je Ana Praznik. Živijo, lepo pozdravljena. Kakšen lep uvod. Hvala. Ja. Zdaj, ko sem se pripravljala, Ana Praznik, mogoče si zato vedno tako vesela, ker imaš tak prazničen priimek. Ja, to imam mišljeno. Omen, ne? Ja, da bi se pa poročila z nekom, ki se piše Božič, bi bilo pa sploh. Veš kaj, jaz sem že obupala nad poroko. Res, mogoče pa to namik. Pa ne, zdaj nekako v resnici mi je kar všeč, da se pišem praznik. Aha. Ja. Je tak lep, poseben priimek. Pa ja, poseben, drugačen, pa ne vem, kar dober mi nekako služi, no. Odlično. Zdaj, jaz vsakega gosta na začetku takoj povprašam, katere 3 predmete mi je prinesel, pa mi tudi tebe. Veš kaj, če sem čisto iskrena, sem imela ogromno težav, zaradi tega, ker jaz nisem človek, ki se navezujem na stvari, ampak se raje navezujem na ljudi. Tako da eno prijateljico sem se pripeljala. Pravno hotela reči, sicer gledalci, niti poslušalci ne vejo, tukaj se zelo ena posebna prijateljica skriva. Tino Trstenjak sem pripeljala danes. Zlata prijateljica. Zlata prijateljica, tako je. Joj, slišiš kakšne besede, Tina. Tako da, ja, sem imela kar nekaj težav. Sem morala kar dobro razmisliti, kaj bi prinesla, in seveda prva stvar je bila telefon, brez katerega pač v bistvu ne morem delati, ker je to moje delovno orodje in mi zaradi tega pač dosti pomeni, ker rada delam stvari, ki jih delam, ki jih počnem, in to je orodje, s katerim pač vse to počnem. Potem druga stvar je tale 1 cent, ki ima gor pujska, vidiš? Aha, pujska za srečo. To mi je dala ena prav posebna oseba in to ves čas nosim v denarnici med drobižem. Tako da imam tega pujska skozi zraven. A si že kdaj izgubila? Ne. Okay. Ne, nisem. Tretja stvar je po mojem najbolj nenavadna. Ja, res je. Nisem vedela, me boš začarala s tem. Zdaj, to mi je dala moja hčerka, Otja, ki je res zelo velika fanica Harryja Potterja trenutno, ampak takrat, ko je to našla, mogoče bi morala povedati, da ona že od majhnega, od kar je shodila, skozi pobira neke kamenčke, pa neke vejce in to moramo vse domov nesti in to moramo vse shraniti, ker to bo še, ona se bo s tem igrala. No, skratka, pa jaz to naskrival, malo stvari potem počistim. Ampak tole pa je dinozaurov zob, kot se je izrazila, in mi ga je dala zato, da me bo čuval. Tako da jaz ta dinozaurov zob nosim skozi v moji torbici, sportbili torbici, v kateri se najde in sploh različnih stvari, tudi delček vejce, ki spominja na dinozaurov zob in me čuva. Zelo lepo. Ja. Zdaj, v začetku si omenila telefon, pa kdaj čisto odklopiš, se vzameš čas zase, kako to narediš? Ja, takrat sem kar na airplane mode. Hvala lepa, ne obstajam. In sem se naučila, da nimam slabe vesti zaradi tega. Ker sem zelo, neko obdobje se mi zdi, da sem bila čisto jeta v to, zdaj takoj moram v tem trenutku, če ne bom takoj odgovorila, bo ne vem kaj, v resnici sploh nič ni, ne. A veš, ne neha se svet vrteti. A veš, ampak moraš to spoznati, ugotoviti. Tako da danes brez slabe vesti izklopim telefon in tudi, ne vem, mislim, nisem deklica na poziv, tako. A veš, pač si vzamem tudi trenutek zase. Super, to se moramo vsi naučiti. Ja, fajn. Zdaj v začetku sem seveda omenila Bepop, ne moreva mimo tega. Moram te vprašati, kako se spominjaš tistih časov? Verjetno si že 100-krat, milijonkrat odgovorila na to vprašanje, ampak mogoče na tistih, ko ste postali skupina, kakšen medijski boom je bil to takrat za vas mlade ljudi? Ja, mislim, življenje se nam je spremenilo, ne? Jaz sem bila takrat študentka, prvega letnika podjetništva,
In se spomnim, da me je mami poklicala po telefonu pa je rekla, a veš, da sem po televiziji videla eno reklamo za neki, ne vem točno kaj, ampak neki talenti, neki pevski, neki, to bi mogla ti jeti. Pa se kaj, okay. Ne, kar pa gledaj. Potem sem res šla na to audicijo, imela sem številko 2. Veš, srečna številka. Jaz gleda, ker rojena sem tudi drugega. Evo, vidiš, nisem še pomislila na to, mogoče pa res. Tako da in ko smo bili zbrani v skupino, absolutno se pač življenje čist spremenilo. Na boljš, ne? Vas je kdo pripravil na vse to? Ne. Kje? Vse to bil en tak medijski projekt, nihče pa ni pripravil potem. Mislim, verjetno so imeli neko strategijo, kaj s tem projektom početi kasneje, ne? In so kar dobro, se mi zdi, to vozili. Ampak mi pa v resnici nismo imeli neke, kako bi rekla, podpore v smislu, ne vem, teh nekih ne zgod, ampak nekih situacij, na katere nisi pripravljen. Ne? Od tega, da ne vem, te ljudje zasledujejo, do tega, da te kličejo non-stop domov, mi smo, ne vem, telefonske številke morali zamenjati, pa so se otroci kar naenkrat prikazali, Jana doma. In tako me nikoli ni bilo doma, ne, ker smo skozi bili naokrog, ampak imamo pa to srečo, da smo imeli od nekdaj in tudi danes je tako, res ful zveste in fajne fane, oboževalce. Tako da ne morem reči, da se je kdaj kakšen incident zgodil, da imam kako res ful slabo izkušnjo, ker je nimam. Je. Mnogi glasbeni kolegi mi znajo pojamrati ali pa potarnati, da ampak res tudi s Tinkaro pa Zelenko, zdaj, ko se pogovarjamo za nazaj, kdaj obujamo spomine, isto oni dve pravita, da same lepe spomine. Kakšna pa je mogoče razlika zdaj, ko ste se vrnili pred nekaj leti, pa takrat je bil takrat verjetno večji ta medijski boom in ta navdušenje? Absolutno, predvsem je bilo drugače, zato ker takrat internet še ni bil pač edina stvar, ki obstaja na svetu, ne. Bili so drugi mediji, veliko bolj pomembni takrat, predvsem tukaj moram izpostaviti časopise, revije, ki so res podpirali vso to našo kariero, ne, nas dali na naslovnice, delali z nami intervjuje in tako. In tudi takrat so oboževalci morali se zelo potruditi, da so prišli do informacij, kje bo nastop, na katerem radiju bomo gostovali, ob kateri uri, in pa so nas tam čakali pred radijem, to je bilo stotine otrok, najstnikov, mladostnikov in njihovih staršev seveda, ne, ki so nas pričakali in pa smo morali seveda se tam podpisovati in slikati in tako. Danes je pa to popolnoma drugačne. Je pa mogoče z tega vidika tudi precej bolj naporno. Ne pravim, da takrat ni bilo, takrat je bilo zelo naporno, ampak ne vem, takrat smo bili stari 20 let, pa je bilo to tako, wow, ful nam je fine, the best, gremo na koncert, cel dan me ne bo doma, to, ne. Danes je pa bolj naporno z vidika biti ves čas prisoten. Na socialnih omrežjih, pač kjerkoli. Zato, ker se mi zdi, da če nisi prisoten, kar nekako ne obstajaš. Ne? Kar je zelo narobe, po mojem mnenju, ampak nekako je, ne vem, tako življenje se je tako, svet se je tako zapeljal, da brez teh socialnih omrežij nekako, ne vem, in tudi ljudje so navajeni, veš, da imajo on demand zdaj takoj. Kaj se pa dolgo čakam pogledati na Instagram, ali pa na Facebooku, ali pa Twitter, ko se že, veš. Ves čas dostopno. Ves čas dostopno, ne, kar zna biti zelo utrujajoče, ker ti moraš pa seveda dajati tudi neko vsebino, ne. Tako da s to vsebino je pa tudi kar nekaj dela. Zdaj uvodoma sem tudi omenila, to tragedijo, vsi se spomnimo vašega Nejca, kako je tragično, je res premlad premenil. Kako pa ste vi to takrat predelali? Brez strokovnjakov. Čeprav danes, ko za nazaj razmišljam, mislim, da bi jih potrebovali.
Ampak smo imeli veliko srečo, srečo lahko rečem, ker to je bil dan, ko smo mi se odpravljali na nastop, morali biti na en nastop in pri meni doma, v mojem rodnem kraju v Zagorju, smo se dobili, ker je to bila nekak izhodiščna točka, potem najlažja na lokacijo nastopa in smo bili vsi že tam pri meni, sam še neca smo čakali. No, skratka, potem, ko so nam to sporočili, hočem reči, da je bila dobra stvar ta, da smo bili vsi skupaj v tistem trenutku. Ne vem, to je kot da, pa drugače, to je bilo prvič, da smo bili vsi pri meni v Zagorju na kupu. Ker drugače smo se vedno dobili nekje na nekih lokacijah in se mogoče tam presedli pol v en avto. Zdaj pa smo se nekako vsi pripeljali k meni in ne vem, kot da bi, neki, ne slutili, ampak kot da je moralo tako biti, no? Da smo vsi bili na enem kupu in pa je prišla takrat še naša Mateja, ki je imela čez tale fan klub, ki je bila res ful povezana z nami, pa pol so še Game Overi prišli, pa tako, da smo res vsi bili pri nas doma in smo, da cel dan pa celo noč smo tam v moji sobi na posteli, pa po tleh smo se zleknali, sedeli, onotri mami, vem, da sam tople sendviče so nam delali ko po tekočem traku, jokali, kričali, smejali, poslušali muziko, spet jokali, tako, na tak način se mi zdi, da smo pol predelali. No. Kako težko ste se pa takrat odločili, a nadaljevati sploh skupino ali ne? Jaz mislim, da niti nismo veliko klevali. Ne. Zato, ker smo izhajali iz tega, kaj bi Nejc hotel in pač on je najbolj užival na odru. To je bilo njemu, on je zasijal, ko je stopil na oder, ko je gledal tiste punce, kako so one njega gledale in to je bilo njemu, pač 17-letnik seveda, ne. Tako da jaz imam v spominu, da mislim, da to niti ni bila nikoli opcija, da ne bi nadaljevali. Ste pa nastopile Bebopovke z njegovo sestro, ne? To je bil pa tudi en poseben moment. Ja, in to res, sestro, ki se je rodila v bistvu šele po njegovi smrti. Tako je, ja, Evica. In ful mu podobna. In ful ima dober smisel za glasbo in krasna je, ful. Pa še polno enih drugih naključij, kot recimo ta, da je tisto leto, se pravi, to je bilo lani, je ona dopolnila 18 let. Toliko je pač Nejc star, ko je pač umrl. Se pravi, ravno 17 let pa polno tako. Nekako, ne vem, se pravi, te številke se nekako kar ponavljajo, kar neko... Numerologinje. Ja, mogoče res. No, prej sem pa tudi omenila, da po temu Bebop obdobju prvem si pa odšla nekako malo ven izpod medijskega okrilja. Ja. Kako pa je ta odločitev prišla? Morala sem to narediti, zaradi tega, ker sem se počutila zelo utesnjeno v tem medijskem svetu takratnem. Poleg tega, ne vem, sem se iskala nekaj časa, kaj bi sploh počela zdaj, ko ni več Bebop, ne, kaj s čim se sploh ukvarjati. Pa sem imela neke poskuse lastne glasbene agencije, niso neki bili uspešni. Mislim, super je bilo, da sem se lotila tega zaradi tega, ker sem ugotovila, v čem nisem dobra. Ne? Tako da to je super. Vsaka stvar za nekaj dobra. Ne? Potem pa sem želela iti čist nekaj tretjega početi. In sem to tudi mojim prijateljicam povedala, ne, smo se pogovarjali in enkrat mi pokliče moja prijateljica pa pravi, veš kaj, se ne, mogoče ti bo bedno ali nekaj, ampak moj oči išče neko pomoč v svoji firmi, tako razne stvari se delajo v skladišču, tudi pa to sem rekla, ja, to grem. Ko si zihar, ja, to grem, to rabim. In točno to sem rabila. Delala sem potem za to firmo, ki ima določene športne blagovne znamke in sem delala tudi v skladišču in sem zlagala pancerje, rokavice smučarske, kolesarske čelade, za različne trgovine po Sloveniji. V glavnem, top mi je. Kako čuden pa je bil ta preskok iz slave, navdušenja, popolno anonimno. Ni mi bil čuden, ne, prav tako malo mi je bil olajšanje sem začutila. Ko ni bilo nekih pritiskov, ni bilo ves čas
Pa ne, kako moram izgledati, kako moram to, niti ne, zato ker to sem se vedno požvižgala na to, kaj drugi pravijo. Ampak ti neki pritiski, res mogoče medijski. Mislim, super mi je bilo zaradi tega, ker je bilo res med 4 stenami z samo določenimi sodelavci, s katerimi smo se res ful dobro razumeli, še danes se slišimo in ko se vidimo tako na cesti, pa kaj, živo. Tako da to mi je v resnici bilo fajn. Veliko mi je dalo, veliko. In potem nekako pot na radio, kako pa je prišlo do tega sodelovanja? Potem pa, se pravi, ko sem delala jaz v tem podjetju, potem sem že z neko komercialo začela in tako, sem pa kar naenkrat dobila klic odgovornega urednika z Radia Center in je rekel, da če bi prišla tako, ne vem, kaj delati na radio, vsako, kaj pa? Ja, ne vem, mislim, prid pa bomo videli. Ok, v redu. Bom. In tako sem se odločila. In sem v resnici delala, prve 3 mesece, sem delala Sizifovo delo, bi se lahko temu reklo, ker sem iskala samo vsebine, ki bi bile primerne. Torej, jaz nisem imela nobenega pojma o radiju, o ustroju radija, kako deluje, na kak način. Vedela sem samo, kako je, ko si gost na radiju. Z druge strani. Z druge strani, ja. Tako, kako deluje, vse skupaj pa ne. In seveda sem se morala vsega naučiti. Tako da sem začetka na 3 mesece sam iskala vsebine primerne, ki jih seveda nihče ni uporabil nikoli. Zato pravim, da si že predložila. Ja. Ampak spet mi je všeč, da sem šla res od tu naprej, zato ker se mi zdi, da sem se res naučila vsak korak, ki je potreben, da postaneš na koncu moderator, je bil v mojem primeru potreben. In mislim, da je danes premalo tega. Veš, tudi ti mladi, slave željni ljudje, ki bi želeli delati na radiju, bi morali iti skozi to. Mislim, jaz sem šla na teren pa delala ankete, pa potem rezala vse te posnetke, montirala ankete, se spoznavala z različnimi orodji. To mi je ful dal za življenje. Celoten proces si spoznala. Tako, ja. Zanimivo, ker pevsko kariero si pa ravno obratno začela, si pa direktno med zvezde bila. Ja, res. Zelo različni poti si tako, ja. In potem še televizija. Kako je pa to? Res je tak multipraktik. Pa to še ni vse. Še nova vloga letos. Ti si pa res naredila domačo nalogo. Jaz sem še stara šola, po koraki. Bravo. Najprej televizija. Kako je prišlo do tega sodelovanja? Poklicali so me na audicijo v resnici. S tem, da sem predtem kar nekaj klicev dobila strani različnih uredništev, če bi tekmovala v kakšnih teh šovih. In seveda ne. Te ni Mika? Ne. Plesni, kuharski? Ne, res ne. Nič od tega. In tako malo mi je šlo pol že na živce, ko so me poklicali, živijo, delamo na oddaji. In prav spomnim se trenutka, da sem rekla, ful, hvala za klic, ampak prosim, ne me več klicati za te neke reality šove, ko te imeli kako oddajo zavoditi, me pa pokličite. Mislim, to sem rekla v joke, to je bil tako... Zdaj pa dobra napotitev. Mislim, očitno, ne vem, ker jaz več nisem vedela, kako bi rekla ne, veš. Pač z vsem spoštovanjem, seveda. No pa me res enkrat so me poklicali na audicijo, da se dela ena nova oddaja in da me vabijo na audicijo. Ja, v redu, pa pridem. No, in potem se je odvilo. In zdaj že 6. sezona? Ja, zdaj bo 7. 7 že? Ja, 7 bomo zdaj kmalu začeli snemati. Kako pa vse skupaj ti to procesiraš? Vseeno so to zelo take grozljive, v bistvu, zelo tragične, žalostne. So, ja. Kako sama to pri sebi sprocesiraš? Mislim, veliko jokaš, vidimo, jokamo stavo. Ko bom našla način, kako to zares procesirati, bom povedala. Ti vstaja, nosiš domov. Ja, čeprav moram reči, prvo pa drugo sezono mi je bilo najtežje. Mislim, prvo mogoče še seveda najtežje, zaradi tega, ker je bilo to nekaj novega zame. Se so me pripravljali na to, mislim, da je to tako zelo čustveno naporna oddaja, tudi zame, ne. Ampak si ne znaš predstavljati. To je enako kot, recimo, kot ti vsi govorijo, kakšen je porod. Veš, prijateljice so ti povedale, ene imajo, pač vsaka ima svojo zgodbo, ne? Dobro. A veš, ampak dokler ne
izkusiš te situacije, ne veš. Zares ne veš in se nikoli ne moreš dobro pripraviti na to. Ne? Tako enako je bilo recimo pri delovni akciji s to prvo sezono. Jaz sem se ful pripravljala pa vse, ampak to so taki čustveni ringelšpili, da ne najdem niti primerjave, no, s čim bi lahko to primerjala. Enkrat mi je ena psihologinja mi je rekla, ti se moraš zavedati, da ti greš iz enega tedna v drug teden, se pravi, v ponedeljek začneš z eno zgodbo, v soboto končaš z drugo zgodbo, pol si v nedeljo frej in v ponedeljek začneš spet z novo zgodbo. Aha, tako intenzivna so ta snemanja. Tako, ja. Je rekla, to so takšni čustveni pretresi, ki se zgodijo v človeku, kot takrat, ko ti nekdo umre. Tako intenzivni so ti čustveni pretresi. Kot da bi ti vsak teden nekdo umrl. Tako. In zdaj predstavljaj si, pa če se lahko daš v situacijo, koliko časa potrebuješ za to, da odžaluješ, da se spraviš k sebi za enim takim dogodkom, ne? In potem pač pomnožiš to krat 10, za kolikor oddaje na sezono. Ne? Tako da to so bili zelo veliki čustveni pretresi zame, na katere res nisem bila pripravljena in so me zelo zavrteli, zelo vrgli, tako kar. In v resnici še danes k sebi prihajam. No. A veš, zato, ker pa je ni bilo tako, da sem jaz po tem 4-mesečnem snemalnem obdobju, tako intenzivnem, ne, bi si vzela čas, ne vem, da nadaljne 4 mesece, da bi jo to predelala, da bi nekako dala to iz svojega sistema. Mislim, kar bi morala narediti v resnici. Ne. No, jaz sem bila en teden frej, pa sem šla na radio delati. Ne. Hazarderstvo. Ja. Pa se ne bojiš, da se to nekje nabira? Ja, vse nabira. Ja, vse nabira. Ampak zdaj se že zavedam tega, ne, in delam na tem in sem že tudi naredila neke korake, da v svojem življenju k spremembam in vidim, da kažejo dobre rezultate. Ja. No, potem pa še ta zadnja, čisto nova vloga. Ne? Zdaj prihaja film in filmska vloga, zagledamo Ano Praznik. Kako pa je grozno? Zakaj je grozno? Ne, tako. Je bila grozna izkušnja. Multitalentirana si. Mislim, tudi zaradi tega, ker me zanimajo toliko enih različnih področij, enih različnih stvari. In sem res toliko hvaležna, da lahko vse to sprobam. In počnemo v življenju, ker pač vem, da to ne jemljem tega za samoumevno, da so mi dane take priložnosti. In tudi ta filmska vloga je taka, moram reči, kar pisana na socialno delovko igraš. Ja, svetovalno delovko v šolskem centru, kjer je en učenec, ki je avtist in seveda je outcast, ne, izobčenec, v različnih skupinah in v učiteljskem krogu in med pač dijaki. In ta Zarja, socialna delavka, ona pa je tista, ki se bori zanj, ki je prava levinja in ki se bori za njegove pravice in verjame vanj in verjame v njegovo drugačnost in tako. Res lepa zgodba. Jaz mislim, da saj ti odzivi, ki smo jih že malo nazaj dobili strani različnih, kako bi rekla, različnih ljudi, od recimo mam, ki imajo avtiste, do strokovnega kadra, so v resnici zelo pozitivni in zelo tako spodbudni, ker vsi pravijo, da je to tematika v filmu, ki je bila zelo potrebna, ker pač je to realnost. Ne. Tako je v življenju in to se dogaja, to niso zdaj neki namišljene situacije, znanstvena fantastika, ne. Tako je, ne. In film da veliko enih različnih iztočnic za pogovore. Lahko se pogovarjaš o avtizmu, lahko se pogovarjaš o odnosih, lahko se pogovarjaš o sprejemanju, o drugačnosti, lahko čisto iz strokovnega vidika o tem, kaj narediti, da izboljšamo pogoje za avtiste v šolanju. Tako. Jaz upam, da bo
da si Še bo pet čim metulja več je, ljudi. pozabili Ja, smo to še pa. 5 metulja, da si Zakaj bo pa čim več takšen ljudi to naslov? pogleda. Ne vem, tako sta se nekako odločila. Metulje je nekako itak sinonim za preobrazbo, ne? Iz take grde gosenice postane krasen metulj z lepimi krili in odleti na svobodo v nebo in enako se zgodi s tem Alijem oziroma Janom. Jan je v filmu. Ja. Ste pa tudi z bipopokami zapele šankroki za... Ja. Ne? Ja, To je pa tudi še ena ja. posebna... Ja, želela sta, torej režiser Alen Pavšar pa njegova žena Mateja, ona dva sta, torej režiser pa scenaristka, sta nekako že od samega začetka želela imeti pesem Metulj od šankrokov, ampak se jo želela imeti v malo prenovljeni podobi. Zdaj pa glede na to, da jaz igram v filmu, sta nekako rekla, kaj pa če bi to probali združiti pa z bipop, ne? Pa to bi bilo mogoče tudi dobro, ker so šankrok pa bipop, ne? Že dva različna žanra. In pa so bili dečki za, Bor Zuljan je naredil novo priredbo pesmi, mi smo prišli v studio, smo zapele, super smo se imeli, fajn energija je stekla, pa smo še videospot posneli kar na strehi šolskega centra, kjer se je veliko kadrov za film tudi posnel. Tako da, lej, fajn, no. Zdaj, imaš pa tudi hčerkico Otjo, ki si jo že prej omenila. Ja. Jo boš peljala v kino gledati ta film? Ja, bom, Boš? ja, bom. Kako ona spremlja to tvoje pojavljanje? Verjetno te v kakšnem obdobju več vidi na televiziji kot doma. Ja, glih prej sem Tini razlagala, da mi zdaj par dni zapored že Otja reče, joj, mami, kdaj se bojo tebi nehali ti nastopi, noč te ni doma. In pol mi je veš kako, da bi tale dinozaurov zob vzela in se tako v srce ga zabila. Mislim res, takrat se mi res srce para fule. Ampak pol je razložim, to je moja služba, tako delam, jaz ne hodim pač od do v službo, imam drugačno službo, imam več različnega dela, ki ga opravljam. Se ona to ve, ona to razume, ampak seveda pri njej tudi pridejo trenutki šibkosti, ko bi si želela absolutno, da sem jaz 24 ur na dan tam. Ona kaže kakšne te znake nastopanja, ima rada pozornost. Ja, ima rada pozornost. Bi privoščila kariero takšno, kot jo imaš sama? Mislim, če bi si želela, ja, absolutno. Ja. Sam bi si želela, da tudi mogoče, da se ji kaj takega zgodi šele v poznem najstništvu ali pa zgodnji odrasli dobi. Tako kot se je meni recimo. Ja. Prehiter se mi zdi, da nekako, sej tudi starši, ne, v želji, da bi otroku omogočili čim več, pa naj proba čim več stvari, ampak koncu, ko se vprašaš, a je res to dobro za otroka, a ne bi bilo boljše, da ima čim dlje otroštvo brezskrbno, brez nekih pritiskov. Pritiski pridejo, mislim, garantirano. Prehitro, ne. Tako. In zakaj bi, a veš, želim si tudi, da bi jo čim dlje časa probala od telefonov stran vzdržati, nekako si želim, da bi nama s Petrom to uspelo. No? Veliko se pogovarjamo tudi o tem, tako da ne vem, bomo videli. Ti povem čez 5 let. No, zmenjeno. Bom rabila kakšen nasvet. Ja, okay. Zdaj počasi sva prišli k koncu pogovora. Meni se zdi, da sam jaz govorim. Ja, se to je na meni, kaj ne jaz govorim. Na koncu jaz pripravim 3 časopisne take spletne naslove in pokomentiramo z gostom, če je možno, da bomo to kdaj brali. Se pravi, jaz mečkam probam napovedati, kaj se bo zgodilo, zdaj lahko da brcnem čisto v temo, lahko pa da je kaj na tem. Torej, prvi naslov. Ana Praznik zaželela v glavni vlogi filmske uspešnice. Zdaj, ko si okusila to, a bi sprejela glavno vlogo v kakšnem filmu? Ti jo všeč ta? Ja, bi. Moram reči čisto, lahko rečemo kljukca. Ja, lahko bi rekli kljukca. Všeč mi je, mislim, kamera in cel ta ustroj, ki je zadaj. Mene vedno pritegne tudi sam postopek, proces in ne samo cilj. Zelo fajn mi je bilo s to ekipo, tudi zaradi tega, ker je bila zelo mlada ekipa. Namreč pri tem filmu Še 5 metulja je režiser, ki je tudi učitelj na šolskem centru v Celju,
vključil svoje dijake. Tako da oni ne samo, da so bili statisti v filmu in tudi glavni igralci in tako, ampak so tudi pomagali pri, ne vem, so bili asistenti režije, potem so bili, ne vem, so tekste z nami vadili in tako. Delali so vse urnike, tudi nočne in tudi videli so, kako je, ko si zunaj na mrazu in ko je pihal in ko si vse moral oddelati in ko ni bilo kavice pa toplega čajčka in ne. Spet ta celoten proces. Tako, ja. Tako da to v resnici mi je ful všeč, no. Ampak ja, ne bi se pa branila tudi glavne vloge. Upam, da bomo to prebrali. No, potem drugi naslov, to si sicer rekla, da si že poskusila, solo pevska kariera Ane Praznik podaja se na koncertno turnejo. Ja, ne, to sem že poskusila, pa ne bi šla. Ne? Po Bepop je bilo eno obdobje, seveda, ko sem zelo začela pogrešati muziko. Smo pa imeli, povabili so me v en band v Mariboru, House Movement, in smo igrali tako house, disco, funk, taka zanimiva zasedba je bila, namesto bobnarja smo imeli DJ-ja, pa bas, kitara pa vokal. In je bilo zelo zabavno. Pa smo imeli celo neke ambicije in ne vem kaj, in ko so te ambicije prišle, pa se v bistvu ljudem pa ni več daljno. Tako da ne bi šla. Ja, ne bi šla. No, potem pa še tretji naslov, tukaj tem pa malo izzvala, da nekaj razkriješ. To je skriti talent slovenske pevke, ki ga do danes nismo poznali. Kaj skrivaš še, kar ne vemo o tebi, mogoče kaj delaš za sproščanje, ne vem, kvačkaš, imaš še take rituale, ki jih še nikomor nisi izdala, pa možda vem povedati. Joj, ne, kvačkam ne. Čeprav me je učila, ko sem bila mehna, oziroma ne, štrikat me je učila, pa tudi tega ne znam. Kaj imam skrite talente? Kakšne vraže nimam. Pred nastopom, pred snemanjem, da imaš kakšne ritualčke običaje? Nič, res prav nisem. Ne, čist nič, prav nisem ta tip, ker sem zelo, kako naj se izrazim, da se ne bo zdaj narobe slišal, ne, ampak zelo zaupam sebi. Zelo si zaupam, imam veliko izkušenj že in ne vem, nekako sem, ne dam toliko na te vraže pa to. Kaj pa kakšen skriti hobi? Hobi, ko pa vem, mislim. Strast, branje. Ja, okej, sej to berem, pa ne vem, pa tečem, pa hodim v hribe, pa ne vem, super. Ali recimo letos sem se samo to je prvič, no. In supanje. Ne, foil, to, ko si nad deski si, ampak si nad gladino, veš, ko imaš v roki tako ročko. In potem z tisto ročko gaz bremza. In kako je šlo? Ja. Tako vesoljsko plovilo. Ja, mogoče lahko rečem, da mi gre bilo kateri šport probam prvič, tako ga zelo hitro usvojim. No. Si motorično. Ja. Vidiš, motorično. Še nekaj mora pokomentirati. Eni čudni naslovi krožijo po tem, da so te dobili, da so te ujeli. Vklenili so me. Kaj je s tem? Pa to so seveda lažne novice. To je verjetno, ne vem, kdo je to, artificial intelligence, pač nekdo, ne vem, to počne zato, da bi zaslužili, seveda to nič ni res. In zdaj sem prav razmišljala, veš, kako bi naslovila ljudi, kako prepoznati take prevare, in se mi zdi, da je prvo že to, da če vidiš v naslovu, da, ne vem, besede niso sklanjane ali pa ne vem. Napačen spol, ne. Da je to morda že le en znak, da vseeno imamo nekaj upanja v naše novinarje, ne. Oni že znate sklanjati in uporabiti pravi spol. Tako da, ne, ni vse Google Translate. Tako šokirana pa si vseeno bila, ko si se zagledala vklenjeno. Mislim, v resnici mi je bilo smešno. Tako, prve 4 dni mi je bilo smešno, tako pa mi več ni bilo smešno, zaradi tega, ker mi je ogromno ljudi začelo pošiljati, joja, si videla to. Kar mi je bilo pa še bolj grozno pa to, da so nekateri me spraševali za resni nasvet, ne. Vem, ti si, pazi, zaupanja vredna oseba, tebi verjamem, da je to res, a mi lahko poveš kaj več o tem, kako priti do denarja, pač
Ne morem povedati, ker to ni nič resnično, to je izmišljeno in prosim, kdorkoli zdaj to posluša, gleda, mislim, ne sam zame, nasploh take stvari so vedno prevare in ne dajati svojih podatkov, kaj šele kakšnih bančnih računov, gesel in tako naprej. Pač ne. Okay. Torej, naj prijavijo, če slučajno. Seveda, prijavi. In nič ni res. In nič ni res. Naslovov ne bomo več brali. Ana, najlepša hvala, res hitro je menil najčas. zelo. Upam, da se še kdaj vidiva. Želim ti vse dobro na vseh področjih, ki jih upravljaš. Hvala, Petra. Širi to dobro voljo praznično še naprej. Bom, In res hvala. vse dobro. Hvala, enako tudi tebi. To je bil Showcast. Hvala, da ste bili z nami.